Spoštovani gospod predsednik, gospod Račkofa, gledate domoljubni kviz? Nimaš pojma! Tole je zadnji polfinalni dvoboj, nocoj se bosta pomerila dva legendarna osamosvojitelja. Kje druge kot na desni? Lojze Peterle! Lep dober večer. In njegov nasprotnik, tokrat po dolgem času spet na levi, ne? Janez Janša! Pozdravljeni in dobro večer vsem skupaj. Nekoč zaveznika, danes politična nasprotnika. Kdaj približno ste ugotovili, da nikoli ne bosta kakšna velika prijatelja? Jaz sem to slutil že v času osamosvojitve, še preden je razpadel Demos. Spomnim se pokojnega doktor Pučnika, ko me je ob neki priložnosti opozoril, češ naj se čuvam desetarjev, ki bi radi postali generali. Zajebavaš? Pučnik ti je to rekel? Prisežem pri mrtvih čebelah. To je čista laž. Tistega obdobja imamo okoli 300 ur prisluhu, pa tega ni nikjer gor. Ok, dobro, boste to razčistila po oddaji. Kviz poznata vse isto kot v prvem krogu, razlika je le v tem, da je v polfinalu pomembno tudi končno število osvojenih točk. V finale se namreč uvrstita le 2 od 3 zmagovalcev, torej 302, ki bosta zbrala največ točk. Naj povem, da enega finalista že imamo, to je Karl Rjavec, ki je prejšnji teden izločil Branka Grimsa in osvojil 35 točk. A za vaju je pomembnejši rezultat Zorana Jankovića, ki je v dvoboju z Dimitrijem Ruplom zbral 25 točk. Skratka, za finale nocoj ni dovolj samo zmaga, ampak je treba osvojiti več kot 25 točk. Jasno? Meni je vse jasno. No, jasno je, ni pa logičen. Kaj ni logičen? To, da sta izpadla dva velika domoljuba, dr. Rupel in dr. Grims, in to proti Jankoviću in Erjavcu, ni logike. Ok, dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz. Nimaš pojma! Najprej 3 vprašanja po principu, kdo bo prej. Prvo vprašanje. Pravilni odgovor je vreden 5 točk. Dobro, poslušajte. Kje je registriranih več Slovencev? Na zavodih za zaposlovanje ali na Facebooku? Imate 3 sekunde. Hitrejši je bil gospod Janša, izvolite, povejte. Več jih je na Facebooku. Odgovor je pravilen! Tale serotonin je pa opis za množice. Definitivno. Na zavodih za zaposlovanje je trenutno registriranih okoli 100 000 brezposelnih, na Facebooku pa kar 890 000 uporabnikov. To je več kot je v Sloveniji delovno aktivnih prebivalcev, ne? Janez Janša vodi s 5-0. Drugo vprašanje. Pravilno odgovor prinaša 10 točk. Vprašanje se glasi: koliko litrov vina letno spije povprečen Slovenc? Gospod Peterle, koga spijemo? Po mojih podatkih ga povprečen Slovenec pije tam okoli 40 litrov na leto. A ste lahko bolj natančni. Prav, pa naj bo 41 litrov. To je pa prvič, da me trese zaradi vina. Ok, povprečen Slovenc na leto spije 43 litrov vina in to več belega kot rdečega, kar nas uvršča na 4. mesto na svetu. Veste, kdo je prvi? Francija? Ne, prvi je Vatikan, dobrih 54 litrov. Rezultat ostaje nespremenjen, smo že pri 3. vprašanju, zadnjim pred finalom. Pravilno odgovor je vreden 15 točk. Dobro poslušajte. Koliko članov je štela prva slovenska odprava, ki je leta 1778 osvojila Triglav? Izvolite, gospod Janša. Bili so 4, 2 rodarja, lovc pa ranocelnik. Odgovor je več kot pravilen! Triglav, moj dom, kako si krasan. Ok, četvorka, ki jo je omenil gospod Janša, je Triglav osvojila na pobudo Žige Cojza. Naslednje leto bo od tega vzpona minilo kar 240 let. Janez
Janša vodi z 20-0, pred nami je finalno zadnje vprašanje, ki prinaša 20 točk. Pravila pravijo, da je v primeru neodločenega izida zmagovalec tisti, ki je do finala zbral več točk. Kar pomeni, da dejansko Janez Janša tega dvoboja ne more več izgubiti. Ne? Kaj to, slišim odpiranje šampancev? No, predlagam, da še malo počakate. Zadnje vprašanje vama bo zastavila kolegica Mojca Mavec. Ja, dober večer. Finalno vprašanje se glasi takole. Koliko odstotkov Slovencev je v zadnjem letu prebralo vsaj eno knjigo? Najlepša hvala, Mojca. Imata 5 sekund za razmislek. Čas je potekel. Prvi odgovarja gospod Janša. Delež Slovencev, ki so v zadnjem letu prebrali vsaj eno knjigo, je recimo 40%. 40%? Prav, gospod Badrle, vaša naloga je, da poveste, ali jih je bilo več ali manj. Se pravi, da tudi če odgovorim prav, jaz v nobenem primeru ne morem več zmagati. Tako je, ne. Zmagati ne morete, lahko pa odločilno vplivate na to, koga bomo naslednji teden gledali v velikem finalu. Ne. Če odgovorite prav, boste naredili veliko uslugo Zoranu Jankoviću, če odgovorite narobe, bo v finalu Janez Janša. Razumem, torej se bom potrudil, da bo prav. Rekel bom takole, v zadnjem letu je vsaj eno knjigo prebralo več kot 40% Slovencev. Vaš odgovor je pravilen! Ja! Zmagovalec dvoboja je Janez Janša! Hvala, Lojze, res ti hvala. Spet si izdal našo pomladno opcijo. Ne pretiravaj, te pomladi že dolgo ni več. Raziskave pravijo, da je v zadnjem letu vsaj eno knjigo prebralo kar 58% Slovencev. Dajmo jim en aplavz. Gospod Peterle, povejte iskreno, ali vsaj malo uživate v tem, da ste gospodu Janši preprečili nastop v finalu. No, težko bi rekel, da uživam, priznam pa, da mi je v veliko zadovoljstvo, da nocoj tukaj nisem edini loser. Ok, gospod Janša, športni komentatorji bi temu rekli pirova zmaga, ne? Če imaš take zaveznike kot je Lojze Peterle, ne potrebuješ nasprotnikov. Zato me ne čudi, da bo finale domoljubnega kviza posem levičarski, ker je soda skregano z logiko. Ok, dragi gledalci, spoštovana publika, zdaj veste, to je bil naš predzadnji domoljubni kviz. Muzika vrtela DJ Lorela, vidimo se v velikem finalu. Jo!